Politična kriza v Sloveniji se zaostruje. Državljanska lista je uresničila svojo napoved in zapustila koalicijo, ker premijer Janez Janša ni prisluhnil njenemu pozivu, naj zaradi ugotovitev protikorupcijske komisije odstopi ali pa vloži zaupnico v državni zbor. Odstop Janše zahtevajo tudi v Desusu in SLS-u. Stranka SLS je pripravljena ostati v vladi do februarske seje državnega zbora, medtem ko bo izvršni odbor Desusa o odhodu iz koalicije odločil danes. Predsednika vlade je, da naredi čim prej konec tej agoniji, da čim prej pridemo v neko stanje politične stabilnosti in zaupanja v državo. Inštrument, ki ga ima za to na voljo, se imenuje zaupnica, z njo naj gre v državni zbor, ugotovi, da tega zaupanja ni in s tem odpre možnost za hitre predčasne volitve in hitro sestavo nove vlade. Ko je že danes jasno, da bo vlada kmalu ostala z 6, morda celo samo 4 ministri s polno funkcijo, je vendar to edina razumna poteza. Minister za pravosodje in javno upravo iz vrste državljanske liste Senko Pličanič je predsedniku vlade Janezu Janši že podal odstopno izjavo. Na vprašanje, ali bi moral Janša razmisliti o predlogu glasovanja o zaupnici, je odgovoril, da se bo premijer o tem, kaj bo naredil, odločil sam. Sicer pa bo vlada obravnavala razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v prihodnjem študijskem letu. Obenem naj bi obravnavala predlog predmeta spora arbitraže o meji med Slovenijo in Hrvaško, ki ga morata državi v okviru memoranduma 11. februarja predložiti arbitražnemu sodišču. Po sredini stavki, ki je bila v večini delov javnega sektorja enodnevna, cariniki in del policistov stavkajo naprej. Oboji imajo ob stavkovnih zahtevah, ki so skupne vsem sindikatov, še nekaj specifičnih. Policijski sindikat Slovenije, ki je stavkovne aktivnosti začel že 11. januarja, se v svojih zahtevah sicer dokaj uspešno pogaja z notranjim ministrom in generalnim direktorjem policije. Nasprotno se pogajanja s cariniki še niso začela. Zaradi temeljitega dela carinikov so se v sredo podaljšale čakalne dobe na mejnih prehodih. Z današnjim dnem stavko nadaljujejo z manjšo intenzivnostjo in če se vlada ne bo odzvala, bodo aktivnosti okrepili. Vroče pa je bila včeraj zvečer na Zboru za republiko, ki je v Mariboru pripravilo javno tribuno. V času tribune je v dvorani prišlo do spora in prerivanja med udeležencem dogodka in eno od protestnic, a okoliščine dogodka policisti še preverjajo, oba pa čaka denarna kazen. Ko so obiskovalci že zapuščali dvorano, je tudi pred njo prišlo do spora in žaljivk med moškim in žensko, ki bosta prav tako oba prejela plačilni nalog. Nekaj od fantov je držalo take protestniške listke pravzaprav, oziroma napisano nekaj gor, in en gospod je pridivjal v to sredino, jaz sem stala zraven in se je začel razburjati, strašno razburjati in kolovrati tam okrog, in jaz pravim, gospod, se nič ne počnejo, samo to mirno v rokah držijo, pa je navalo na mene in me prejel za vrat, me je tiščal k steni in me davo in mi je vmes govoril, da sem prasica, lezbika, kaj iščem tu, naj se poberem ven in take bedarije. Slovenski rokometaši so v polfinalu svetovnega prvenstva. Za zgodovinski uspeh so v četrtfinalu z 28-27 premagali Rusijo. V polfinalu čaka rokometaše domača ekipa, Španija, je bila namreč z 28-24 boljša od Nemčije. V drugem polfinalu se bosta pomirili Danska in Hrvaška. Prva je z 28-26 ugnala Madžare, druga pa s 30-23 svetovne in olimpijske prvake Francoze. To smo v bistvu mi kontrolirali. Sigurno je, da ne maram teh rezultatov, ko pridemo na +5 in potem ekipa začne nekaj po svoje in mi gre malo iz sistema, dovolj je 2 napada prehitra, ker potem nasprotna ekipa naredi 3-0 v 1 minuti, to se ne sme dogajati, ampak vsem smo imeli še 2. Tako da zbrali smo dovolj energije, moči, sreče, vsega je bilo, da smo tudi to tekmo prevedeli k koncu. Ampak, če pogledamo, mi smo zaostajali, mislim, da 4-5 v 15 minuti prvega polčasa, nekje v 50 minuti drugega polčasa smo vodili 5. Se pravi, da smo tudi Rusom naredili 10 razlike, kar se vidi, da obstaja kvaliteta in mentalna moč in samo še vprašanje, koliko enostavno moči imamo, pa koliko nas ta tekma ne bo emotivno sprazen. Jutri bo na Primorskem precej jasno, pihala bo zmerna burja, drugod bo delno jasno z zmerno oblačnostjo. V osrednji in jugovzhodni Sloveniji pretežno oblačno.
Pihal bo severovzhodni veter. V soboto in nedeljo bo precej jasno, po nižinah osrednje in jugovzhodne Slovenije bo zjutraj in dopoldne nizka oblačnost. Na Primorskem bo še pihala zmerna burja, ki bo v nedeljo slabela. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Kdo se zanima za nakup mariborskega letališča? V mariborski dvorani Union smo prisluhnili koncertu Dunajskih dečkov. Kako bo tekmovanje za Zlato lisico prišlo na televizijske sprejemnike v vaše domove? Novice z Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.